podprla privatizacije, če ne bo pri tem sodelovalo tudi Računsko sodišče in protikorupcijska komisija. Je to res potrebno? Organi nadzora morajo upravljati svoje delo, ne glede na to, ali to gospod Lukšič reče ali ne. Kar se tiče pa samega postopka, pa pričakujemo predvsem, da bo enkrat končno na mizi celotna strategija in tudi celoten paket upravljanja. To, kar se nam sedaj dogaja, da nekdo po eni strani da v prodajo banko, na drugi strani govori o dokapitalizaciji te banke, nihče ne ve, kaj pravzaprav prodajamo, kakšna bo cena za naše dokoplačevalce in to je nesprejemljivo. Tako da mi pričakujemo končno, da se enkrat transparentno izvede ena prodaja, da se določi strategijo in da se poleg kupnine tudi ve, kaj želimo z določenim sektorjem narediti. Tako da mislim, da pristop, ki ga sedaj ubira vlada, da se med seboj na dolgo in široko pogovarjajo o tem, ne pripravljajo pa podobno, kot se je že zgodilo v preteklosti, operativnega holdinga in na drugi strani jasne klasifikacije strateških usmeritev, da to ni pravilna usmeritev. Pa dokdaj vi pričakujete to klasifikacijo in vse te stvari? Mislim, tega zdaj še ni, ne? Kdaj bi se potem, ker nekaj čas rabijo, da tudi to klasifikacijo pripravijo, kdaj bo potem sploh prišlo do prodaje? Če nimamo niti tega. Vlada je končno priznala, da je bil dober predlog že narejen. Mi smo aktivno sodelovali kot vladna stranka pri nastanku, tudi pri dodelavi tega predloga in še enkrat ocenjujemo, da je resnično dobra podlaga in od tu je potrebno iti naprej. Gre pa tudi za osnovni premislek, tudi očitno znotraj koalicije, ali bo državni holding takšen, kot je bil predlagan, sploh uveljavljen ali ne, ali pa se bo šlo po tej poti, da se bo sprejemalo posamezne sklepe in potem na ta način preko ostalih inštitucij te privatizacije izvedli. Tako da mi pričakujemo čim prej to sistemsko rešitev. Kaj pa kupnina, oziroma prodaja, cena, za kakšno bomo prodajali? Je sploh možno, mislim, po vsej verjetnosti teh 15 podjetij vseh ni možno prodati. Kaj pa potem druga podjetja, Petrol, Zavarovalnica Triglav? Ja, to je to, kar govorimo. Pri razpolaganju z državnim premoženjem je potrebno vedeti, kaj hočemo s tem podjetjem. Ni samo kupnina pomembna zadeva. Gre za strateško pomembna podjetja, ki imajo pomembno vlogo na področju zaposlovanja, gospodarske aktivnosti in to je sestavni del tega strateškega dokumenta, ki mora biti pripravljen in tudi v parlamentu sprejet. Zato ocenjujemo, da je takšno prepartnersko reševanje neprimerno. Pa bi bili vi za to, da se še kakšna druga podjetja prodajo? Ker verjetno Peka pa, ne vem, tega se ne bo odpalo, to se ne bo. Med podjetji, ki so tudi v tem seznamu, je najbrž kar precej podjetij z negativno vrednostjo in praktično ne bo kupca. Imamo pa na drugi strani kar nekaj desetin teh podjetij, znotraj katerih je zagotovo tudi so podjetja s to pozitivno vrednostjo, zato pa, kot sem želel, je potrebna strategija, da ni to zgolj pridobiti določen denar, s katerim bomo ta denar namenili drugim propadajočim podjetjem, ampak da bomo strateško se opredelili najprej, kaj bo s tem podjetjem, da bo strategija jasna, da bodo ta podjetja postala razvojnejša in da dobri zaposlovalci, na drugi strani pa tudi zelo jasno usmeritev s kupnino, koliko te kupnine bo šlo konec koncev v nadaljnji razvoj, koliko pa tudi za odplačila javnega dolga. Jaz del strategije bi mogel biti tudi, kam bo šel denar od prodanih podjetij. Kam po vaše bi mogel iti? Zgolj za krpanje proračunske luknje ali morda v kakšnem razvoju? Mi se ves čas govorimo o tem, da je potrebno imeti v strategiji najprej razvojno strategijo podjetij in na drugi strani tudi zelo jasno načrt za rabo tega denarja. Glede na to pa, da vlada povečuje proračunski primanjkljaj, se bojim, da bo po takšni poti, kot je sedaj vlada pelje, večina tega denarja šlo v krpanje proračunskih lukenj. Pa glede na to, da ne vem, če smo speljali kakšno privatizacijo brez afer, brez korupcije in tako naprej, vi verjamete, da bo šlo pa to res tako, kot mora iti skozi, da se ne bodo, ne vem, okoriščali? Kot sem že dejal, naše inštitucije nadzora morajo resnično to skrbno bdeti, ne glede na to, ali kdo to zahteva ali ne zahteva. Tudi osnovni cilj, ki je bil v samem holdingu, je takšen, da se vso premoženje spravi na eno mesto, se pravi, da nimamo štirih, ki v imenu države prodajajo in tudi krmarijo in lovijo v kalnem, ampak da se to z ene inštitucije in da se te inštitucije ta tudi strokovno menedžersko skupino, strokovno vodstvo, na drugi strani pa jasno mora biti nadzor. In konec koncev, še enkrat,
naj se končno pripravi strategija in da se tudi opredeli končno, kaj se bo prodajalo, kaj se ne bo prodajalo in vse ostale stvari povezane s tem procesom. No, ampak institucije, ki bi mogle nadzirati, smo imeli že prej, pa smo videli, ne vem, Mercator, Istrabenz, take zgodbe. Kako lahko davkoplačevalci oziroma državljani sploh zaupajo, da bo te institucije, ki že v preteklosti niso opravile svoje naloge, da pa zdaj bojo? Kaj bi bilo zdaj drugače? Jaz mislim, da resnično davkoplačevalci ne moremo v ničemer dobiti dobrega občutka, da bo sedaj kaj drugače, kajti poleg že omenjenih inštitucij, korupcijske komisije, računskega sodišča, mislim, da mora na tem področju tudi pravosodje odigrati svojo vlogo in tudi zaključiti čim prej te odmevne procese in tiste, ki so v veliki meri oškodovali slovensko premoženje, tudi dati tam, kamor sodijo. Mislim, da to kar na nek način neka javna tajna, vendar se tem malim bogovom praktično nič ne zgodi v slovenski družbi in slovenski davkoplačevalci enostavno ne bodo mogli pristajati na to, da bomo kar po 500-300 milijonov dokapitalizacij dajali bankam, zato ker je nekdo prej v nekem dogovoru prijel kredite, ki jih danes ne vrne in to delamo pod mizo v teh dokapitalizacijskih postopkih. Odgovornosti pa nobene. In v tem delu Slovenke in Slovenci pričakujemo to, da se to zgodi. In kot je bilo že tudi razpravljeno v zadnjih dneh, pravosodje mora biti na teh primerih hitrejše, učinkovitejše in tudi brezkompromisno vse, ki so v tem področju naredili napake ali namerne ali pa tudi nenamerne kaznovati, kajti oškodovanje je zelo veliko in Slovenci bomo to še dolgo plačevali. Hvala. Prosim se za 2 kadra.